Dober dan, lepo pozdravljeni na tej zelo lepo obiskani, ne debatni kavarni, ampak pogovoru v pisateljskem forumu. V veselje in čast mi je, da predstavljamo prvo knjigo slovenskega psihologa dr. Simona Brezovarja. Ta knjiga ni kar tako, že svojim obsegom skoraj 650 strani kaže, da imamo pred seboj posebnega človeka. Pa bi morda eno izhodiščno vprašanje, Simon, zate. Kako to, da si se lotil pisanja take knjige? Koliko sem prebral v uvodu, je to približno po 20 letih neko prvo domače integralno delo iz tega področja. Recimo, prejšnja knjiga je šla leta 1999, potem ste z tega področja išle še nekje 2 prevodni knjigi. Eno od teh je tudi šla pri naši založbi 2 leti nazaj. Nancy McWilliams, psihoanalitična diagnostika, ki ti je tudi pomemben vir v tej knjigi. Morda nekaj uvodnih besed, to je tvoj knjižni prvenec, v glavnem zelo poseben dogodek tudi zate. In beseda je tvoja. Res je, zelo poseben dogodek tudi zame, pa se mi zdi v prvi vrsti zato, ker je tukaj toliko enih ljudi, ki me na tak ali drugačen način podpirajo na moji poti, nekateri že zelo dolg. Kako je nastala takšna knjiga, v bistvu verjetno še sam ne vem čisto točno vseh motivov, ki so v zadnji. Mogoče se ti zdaj lahko upravičam kot uredniku založbe, da je nastala knjiga 650 stranmi, zato ker sem prvič prišel v vašo založbo, sem prinesel rokopis s 300 stranmi, potem ste mi pa dali 6 mesecev časa, da stvari sfinaliziram in potem sem prišel pa s tako stvarjo. Verjetno je motivacija, zakaj nastane tako obsežna knjiga, večplastna. Prva stvar je verjetno ena moja nenasitna radovednost. Globine človeškega karakterja me že od nekdaj zanimajo, ne samo zakaj smo si ljudje tako zelo različni med sami sabo, ampak zakaj pravzaprav, odkot pravzaprav te razlike vzniknejo. Mislim, da je to še vedno ena največjih skrivnosti tega univerzuma. Vsi osebnost imamo, ne glede na to, iz kje prihajamo, še vedno pa ne vemo čisto točno, kaj so tisti, bom rekel, triggeri, ki nas pripeljejo, da smo takšni, kot smo, z nekim enovitim naborom potez in da se po teh potezah tudi razlikujemo od ostalih. To je ena stvar. Druga stvar, kot si rekel, v Sloveniji imamo že kar nekaj del, ki obravnavajo problematiko osebnostnih motenj, ampak predvsem iz tega psihoanalitičnega vidika in pa iz psihodinamskega vidika. Knjiga Nancy McWilliams je absolutno delo, ki ga mora prebrati vsakdo, ki dela z osebnostnimi motnjami, pa tudi vsak, ki ga zanima, zakaj nastanemo, kar nastanemo. Ampak je pravzaprav glavni poudarek na tej odnosni perspektivi. Se pravi, kateri patološki oziroma patogeni vzorci starševstva pripeljejo do paranoidne osebnosti, do psihopatske osebnosti in tako naprej. Manj pa obravnava pravzaprav perspektive, kot so nevrobiološka perspektiva, genetska perspektiva, evolucijska perspektiva, kognitivno-vedenska perspektiva. Tudi manj so obdelane pravzaprav te razvojne linije, po katerih ljudje hodimo, da pridemo do značaja. In ta knjiga pravzaprav predstavlja neko, kot je že sam rekel, integralno delo. Verjetno se tudi vidi noter moja afiniteta do nevroznanosti, do možganov, zato ker je na tem en zelo velik poudarek. Gospa Breda, kako ste vi doživeli to knjigo? Ja, knjiga je še čisto vroča in se zahvaljujem založbi, da ste mi jo poslali nemudoma. Simon je rekel, sej je sploh ne rabiš brati, sej ni važno, ampak ko je knjiga prišla, je samo ena možna reakcija, wow, zares, to je knjiga, ki bi kakšen kapetan nogometne reprezentance rekel kapo dol. Tako da zares absolutno čestitke in vse, kar je Simon povedal, absolutno velja. Ja, to je že mogoče razlog za aplavz. Običajno se knjigo začne brati na začetku in posvetilo je pomenljivo
in bi zahtevala tudi strokovni odgovor. Simon je knjigo posvetil svojima staršema in je pomenljivo dodal dovolj dobrima staršema. Zdaj pa prosim malo daljšo verzijo tega posvetila. Kaj bi to pomenilo v smislu pač osebnem in tudi v strokovnem? Enostavno povedano, to pomeni, da popolni starši pač ne obstajajo. Obstajajo samo dovolj dobri starši in to je vse, kar pač otrok za svoj razvoj rabi. Zato, da razvije neko zdravo osebnost, da se je sposoben zdravo povezovati z drugimi ljudmi in da se je nenazadnje sposoben tudi zdravo povezovati samim sabo. To sta pravzaprav dva ključna aspekta zdrave osebnostne strukture. Zdaj, teoretična razlaga seveda sega par desetletij nazaj, v čas enega meni osebno zelo ljubega psihoanalitika, ki ste ga tudi izdali, Donalda Winnicotta, ki je pravzaprav prvi postavil ta koncept good enough mother, iz katerega se je potem kasneje razvil good enough parents. On je zelo veliko vlogo pravzaprav in tukaj je naredil eno veliko razliko od Freuda, ki je pač razumel, da se značaj razvija predvsem intrapsihično, skozi neke urojene inštance, ki jih vsi imamo in se pač v nekih pogojih razvijajo ali ne. Winnicott je pa pravzaprav bil eden tistih psihoanalitikov, ki je dal enega največjih poudarkov tej odnosni perspektivi. In je nekako verjel, da pravzaprav ljudje smo bitja odnosa. In danes pravzaprav vemo, ne samo iz psihoanalize, te raziskave so pravzaprav podkrepile tudi nevroznanost, nevrobiologijo, o čemer bo mogoče še Breda večkrat več povedala, in to vemo pravzaprav tudi iz opazovanja živali, ne nazadnje, da zdrav karakter je posledica zdravega odnosa, ki pa pač ne more biti idealen, ampak dovolj dober. In iz tukaj izvira pač to pomenljivo posvetilo dovolj dobrima staršema, ki je seveda globok kompliment. Ampak kaj sta ta dva starša naredila, da recimo človek odda prvopis, ki je obsežen 300 strani, končna verzija pa potem dvakrat daljša. Ta človek ima v sebi eno neverjetno nek ero, zanos, študioznost, vse to na nek način pa eni takih letih združiti, integrirati, vseh teh 10 motenj obdelati po enakem, metodološkem principu. To je potrebno, jaz lahko priznam, že kar nekaj knjig napisal, kaj tazga niti približno ne bi bil sposoben. Nekaj ste ti dala, nek notranji poriv, da si pač nastal taka oseba. Kako bi to mogoče definiral? Glede na to, da ste v publiki, bi bilo verjetno to najbolj primerno vprašanje za njiju. Kaj ti občutaš? V ključnem obdobju verjetno se niti nisem zavedal, kaj ste mi dejala. Stojim namreč za tem, kar nas učijo objektno-relacijski psihoanalitiki oziroma teoretiki objektnih odnosov, da se pravzaprav tisti najbolj bistveni procesi odvijajo od 0 do 3 let. Ampak tisto, kar mogoče jaz občutam, je tako, kot si rekel, na eni strani radovednost, to, da me pravzaprav stvari zanimajo in če me ena stvar začne zanimati, da lahko res po principu tega flowa zanosa padem noter in pravzaprav sem se res nekako pripravljen zatopiti v določene stvari, mogoče že malo slop preveč, ampak vseeno izplavati ven. Verjetno je to nek občutek varnosti in pa ta občutek, da zmorem. Vem, da sem to od svojih staršev zelo velikrat poslušal, še zdaj mi to dostikrat odzvanja, da tudi, ko sem se znašel v nekih krizah pred nekimi na videz nepredstavljivimi rešitvami, da sem na koncu rešitve našel in sem šel nekako čez to. In mogoče so predvsem ta sporočila tista, ki v takem projektu, kot je ta knjiga, najbolj pomagajo, da prideš potem tudi do konca in zadevo izdaš. Gospa Breda, otroštvo kot vir osebnostnih motenj. Kako bi morda kaj na to temo povedal tudi iz vaših bogatih delovnih in praktičnih izkušenj? Ta knjiga zelo dobro pravzaprav v besedi na nek način teorije, ki jih kot klinik človek nosi v svoji glavi. To je tako kot en atlas, ki ga listaš in seveda ta atlas se v mojem terapevtskem pristopu gotovo fokusira na
to najzgodnejše obdobje, o katerem je tudi Simon govoril, tako da jaz bolj kot vse, vsaka teorija je lahko tudi mal vera, kjer probamo sicer paziti, da bi do te teorije držali vsej rahlo distanco, ampak seveda sama lahko priznam, da me precej vleče v to prepričanje, da so zgodnji odnosi nad vsemi konstitutivnimi faktorji, s tem ne zanikam genetskih in drugih, ampak ti se mi zdijo na nek način primarni in vse bolj, ko se nabirajo klinične izkušnje, se fokusiram v proučevanje zgodnjega razvoja. Tako zdaj že 6 let teče projekt spremljanja zgodnjega razvoja v družinah, običajnih družinah, kjer se učimo o zgodnjem odnosu. Iz tedna v teden, pravzaprav v eni običajni relaciji vidimo, kako se iz novorojenčka pravzaprav v 2 letih razvije bitjece, ki ima že kar precej lastnih prstnih vtisov svoje osebnosti in kako se preplete nekaj, kar je pri nas v sabo karakterno, z to uglasitvijo, ki jo primarni objekt v naši kulturi, najpogosteje mama, pravzaprav začne prepletati v eno tako fino čipko, ki bo potem na nek način v emocionalnem, kognitivnem, socialnem ozadju vsakega od nas. Tako kot nevidna, kot toni, barve, načini, skozi implicitno, kot skozi lečo, ki bo pravzaprav, skozi katero bomo videli stvari, skozi katere nečesa ne bomo videli, skozi katero bomo razumeli ali ne razumeli. In v bistvu zelo pomemben je seveda ta vidik, kako se mama uglašuje na te najzgodnejše potrebe. In tu je seveda to dovolj dobro materinjenje, koncept, ki gre od samega začetka. Dovolj dobra mama je dovolj dobro ločena od svojega otroka, da ga vidi od samega začetka kot ločeno bitje z njegovimi potrebami in znotraj sebe lahko se postavi v njegove čevlje. Lahko zrcali njegova telesna in čustvena občutja, jih na nek način mu pokaže čez svojo mimiko, skozi to igro, ki jo mame z majhnimi otroki preigravajo in obenem mu že označuje to upanje. Bolite trebušček, neznosno je njena mimika, sporoča, vidim, da trpiš, ampak nekje okrog oči je sporočilo, se boš zdržal, skupaj bova šla čez to. To so neka taka temeljna sporočila, ki gredo skozi uglasitev. In seveda vse mame kdaj zdrsnemo in to ni problem. Problem je, če se ne prepozna zdrs in ne gre v reparacijo. Tako da v tem zgodnem spremljanju vidimo, kako mama vedno znova reparira, je zdrsnila, išče povezavo in v tem nekem teku je seveda tisto, kjer vedno znova, ko imam priložnost javno povedati, želim, da bi se mi kot družba odločili in takoj preimenovali porodniški dopust. To je nekaj najbolj perverznega, kar je možno imenovati, ker porodniška odsotnost iz dela ni dopust. To je za primarnega negovalca, se pravi, imamo eno izredno težko obdobje, kjer svojo osebnost da na kraj in se da na razpolago drugemu bitju. Kako bi pa vi poimenovali? Kakšno bi bilo boljše poimenovanje? Porodniška odsotnost. V resnici gre za odsotnost od dela in to je point te družbe. To njeno delo doma, ta družba absolutno zanika in v bistvu, kljub temu, koliko se ve o nevroznanosti, o zgodnji psihologiji, nočemo vedeti, da to vemo. Družba najbrž ima, zahodna in vse druge družbe najbrž imajo namen tega ne vedeti. In ko to vemo in gledamo, kako to nočemo vedeti, to je nekaj, kar je meni velika frustracija, moram priznati. In to je pravzaprav, to je tudi nekaj, kar je Breda zdaj zelo smiselno povedala in se pravzaprav zelo strinjam s tem, kar sem jaz na več mestih svoje knjige pravzaprav tudi poskušal izpostaviti, to je preventiva.
pravzaprav največ, kar lahko naredimo za zdravljenje osebnostnih motenj, je preventiva, zaradi tega, ker osebnost je pravzaprav po definiciji nabor relativno trajnih osebnostnih značilnosti, ki se seveda starostjo potem vse teže spreminjajo. In seveda, če imamo opravek z neko patološko osebnostjo, je potem pozneje pravzaprav take bolnike zelo, zelo težko zdraviti. In ponavadi taka zdravljenja lahko obsegajo tudi terapije daljše od 5 ali pa celo 10 let. Ne. In tukaj pravzaprav preventiva v smislu odkrivanja tistih rizičnih mam, ki se pravzaprav znajdejo v nekih stiskah in ker se pravzaprav razvoj posameznika v osebnosti že od samega začetka gradi v napačno smer, bi bilo nekaj, kar mi lahko pravzaprav kot družba največ naredimo. Taka preventiva je pri nas že obstajala, mi, ki smo 86-letni, se tega ne spomnimo, ko smo bili premehni, ampak ko smo bili stari 3 leta, smo vsi šli pravzaprav na nek tak zelo celosten pregled, ki je bil takrat obvezen za vse, danes pa ni več obvezen, ampak takrat se je pravzaprav naredila neka presejalna diagnostika, kjer so se že lahko zatipali pravzaprav neki nastavki osebnostne patologije. In danes ljudje, ki se ukvarjajo z zgodnjim opazovanjem otrok, in to vemo iz eksperimentov Ainsworthove, se je to najlepše pokazalo, ta stranger situation, ne, kako pač reagira otrok, ko se ga nekako loči od mame, se da pravzaprav že za naprej napovedovati, a gre tukaj za neko zdravo navezanost, a gre za neko problematično navezanost, ki lahko na koncu pripelje do osebnostnih motenj. In to jaz na večjih mestih pravzaprav poudarjam, taki preventivni programi, tako diagnostični, kot tudi pravzaprav terapevtski, v svetu že obstajajo. Program Neverjetna leta je primer dobre prakse tudi pri nas, ampak na tem bi bilo treba še več delati. No? Zato, ker če bomo delali na tem, mogoče taka knjiga čez desetletja niti več ne bo potrebna. Ja, knjiga Neverjetna leta je tudi šla pred 3 leti pri naši založbi, tako da jo zainteresiranim priporočamo branje. Morda eno tako, malo splošno vprašanje za oba. Osebnost, torej osebnost in značaj in osebnostna motnja. Ne? Kje je v bistvu tukaj neka distinkcija, kje lahko govorimo, da nekaj ni več del normalnega ali pa navadnega značaja in kje prehaja v osebnostno motnjo. Morda vsak pove nekaj o tem. Ja, to je nekaj, kar je zelo zanimiva reč, a ne? Diagnoze medicinske so seveda kar potrebne, so pa tako, ko vsak kovanec imajo drugo plat in imajo seveda zelo veliko nevarnost, da se ujame že v zanko, ker so na nek način kategorije, v katerih so seti, ne sam trditev, ki so ubesedene na nek način in besede itak ne ujamejo plastičnosti človeškega duha. Poleg tega v bistvu so diagnoze osebnostne motnje definitivno pejorativne. Zelo težko je izbrisati ta del. In ko sem jaz začela, tako kot Simon, so seveda o osebnostnih motnjah govorili z velikega omalovaževanja, ne samo pacientov, tudi psihiatrov in vseh ostalih, ki so delali z tem. In seveda so dali navodila, 2 borderline osebnosti za eno kariero, to je zadost. Jaz jih imam veliko. Za več karier. Za mnogo karier in seveda tu not je ena velikanska past za tebe kot klinika. Če jaz nekoga postavim kategorijo diagnoze, ga bom tudi postavila v kategorijo izida, kar je zame osebno past. Jaz tako kot dobra mama moram verjeti v tega pacienta in seveda v najin odnos, da bova neko minimalni napredek naredila. Če jaz že v štartu postavim neko maligno pozicijo, potem je za njega to nevarno, zame pa dolgočasno. Tako da moj pristop je tak, da delam po tem atlasu raznih, predvsem osnovi iz teorije navezovanja, to je nek moj osnovna leča, skozi katero gledam, ki me postavi v to. Ta človek je prišel k meni v stiski, to res moramo vzpostaviti varno vzdušje za varen odnos. Ko bo odnos varen, se bo pokazalo, kaj so močne plati te osebe in kaj so šibke. In potem počasi razdelujem
zemljevid njegove osebnosti in vidim, kje je za utrjevati teren, kje je zapustiti na miru in seveda imam nekoga, ki je 10 let pri meni, bi ga lahko dali v kategorijo paranoidne osebnostne motnje in v 10 letih mogoče bom zdaj lahko kdaj omenila besedo mama, ampak ne na način, ko je z vami in mamo, ampak da lahko rečem, ko mi opazujemo mame, vidimo, da pogosto kaka mama preveč rine v otroka in kako se ta malček ubrani, da zapre, da odriva, tako da skozi neke take situacije lahko prehajam bližje, brez da bi on mislil, da napadam neke njegove notranje objekte, ki je do njih skrajno ambivalenten. Se pravi, če jaz vzamem to kot nekaj, s komer sem se zavezala biti, pomeni, da se z njim dobivam s temi minimalnimi cilji, da lahko varno pride večkrat na mesec in govori o sebi in reče, da sem edina oseba, s katero lahko govori o sebi. Si mu mogoče? Ja, jaz bi rekel, da je pravzaprav treba, ko delamo enkrat v klinični praksi, se treba zelo oborovati te samo uresničujoče se prerokbe. In ko damo enkrat pacientu diagnozo, ko jo zabeležimo, ko se pojavi v njegovem zdravstvenem kartonu, pravzaprav ni več rešitve nazaj. Ne? In jaz sem se zdaj ravno spomnil, ko gledam tamle na vašo polico od Jaloma, darilo psihiatrije, mislim, da, darilo psihoterapije, njegova druga točka je diagnozo daj samo za zavarovalnico, ne pa za pacienta. In jaz moram reči, da kar delam v klinični praksi, ne vem, če sem že kakšnemu pacientu prav podal diagnozo osebnostne motnje, prav neko specifično. Treba se zavedati, tukaj noter sicer je teh 10 osebnostnih motenj, skladno z diagnostičnim sistemom DSM, Ameriškega psihiatričnega združenja, ampak jaz uporabljam te kategorije predvsem kot nekega pomočnika, kot nek teoretičen okvir, ki mi nekako pomaga pravzaprav vzdrževati neke meje in ne zaiti predaleč. Na večjih mestih pravzaprav poudaram, in to je en zelo znan teoretik osebnostnih motenj, Milon rekel, da se pravzaprav te osebnostne motnje med sabo dostakrat zelo mešajo. In čista osebnostna motnja niti ne obstaja. To so pravzaprav neki teoretični prototipi, kateremu se vsak od nas nekoliko približa. In zato se treba zavedati še nekaj, da pravzaprav jasna meja, ki si me vprašal, med osebnostjo, med zdravo osebnostjo, zdravih značajem na eni strani in osebnostno motnjo na drugi strani je zelo tanka. In je dostakrat zelo težko pravzaprav prepoznati, da je človek prestopi tisto mejo in se znajde pač na drugi strani. In zelo fino se mi zdi tudi to, da prihajajoča klasifikacija MKB-11, katere delovna oziroma beta verzija je že zunaj, niti ne bo več govorila o kategorijah osebnostnih motenj, ampak bo pravzaprav govorila samo še o ravneh različnega funkcioniranja skozi prizmo selfa, se pravi sebe, kaj jaz čutim do sebe, in pa skozi prizmo drugih. Se pravi, si na nek način spet malo bolj približala temu psihoanalitičnemu gledanju na osebnostne motnje, iz kjer pravzaprav DSM izhaja. Koliko je to dober, ne vem, jaz osebno v svoji knjigi vsem sem mečken zadržan do tako zelo hudih in pa revolucionarnih sprememb, zaradi tega, ker vidim v teh kategorijah vse en plus, predvsem to, da se strokovnjaki lahko med sabo pogovarjamo in da mi je vsaj približno jasno, kaj je ozadje te osebe. Ni pa treba te oznake nekomu podeliti samo zato, ker moramo pač diagnoze deliti. Iz tega, kar si povedal, si odprl recimo dve novi polji. Eno recimo bi bila, to je mogoče tudi vprašanje za oba, stigmatizacija in destigmatizacija kot posledica neke označbe. Kako gledata v bistvu na to, tukaj si ti do neke mere že dal neko izhodišče, da zelo nerad v bistvu komorkoli prilepiš to oznako, ampak to se vseeno dogaja. Kaj se dogaja z pacienti in njihovimi terapeuti v tem smislu? Jaz sem na večjih koncih knjige, mislim, da celo že zelo na začetku pod črto poudaril, da sem pravzaprav v eni dilemi, ki je nisem znal razrešiti v tej knjigi, kako pravzaprav te paciente naslavljati. Včasih se mi je rekel zelo pejorativno osebnostno moten, ali so pa rekli tudi samo borderline.
In se mi zdi, da s tem v bistvu ti že dosti poveš o svoji poziciji do tega človeka. Jaz sem pravzaprav izmenjaje uporabljal termin posameznik oziroma posameznica z osebnostno motnjo ali pa pacient z osebnostno motnjo. Zdaj, verjetno bi bilo treba enkrat narediti kakšno raziskavo in paciente, ki imajo to vrstne težave, dejansko vprašati, kako se oni v vseh teh oznakah počutijo. Marsikomu je pravzaprav lahko dejstvo, da ima neke težave, ki so opisljive, ki so jih že prepoznali, ki imajo pravzaprav tudi neko nevrobiološko podstat, lahko veliko olajšanje. Ker pač ve, da ni z njim nič kaj tako zelo narobe, ne? Ampak da ima neko težavo, ki jo ima še nekdo drug in da se jo pač da odpraviti. Ne? Absolutno pa s pretiranim lepljenjem oznak tem posameznikom, sploh na takšen način, kot sem začel, lahko naredimo eno zelo veliko škodo. Ja, s tem se čist strinjam. To je en vidik, ne? Drugi vidik pa je, kaj v družbi, ki v bistvu na nek način pa na en način zelo promovira motne osebnosti, se pravi, narcisistične lastnosti so nekaj, kar je tako ali drugače skrajno cenjeno, ko pravzaprav tudi šola štarta samo na tekmovalnost in niti malo na odnose, kjer se v bistvu mi masovno celo generacijo perfekcionističnih, narcisističnih in podobnih struktur glorificiramo in postavljamo tudi po točkovnem sistemu poklice, kjer ne bi smeli biti, recimo v medicini, psihologiji, pravu, kje še so, ekonomiji, tako da v glavnem se pravzaprav cela družba pomika v to, da je zgubila mogoče kompas glede te osnovne definicije zdravja, se pravi, da imaš sebe v realnih okvirih in drugega v vidnem polju. Hvala. Drugo vprašanje, ki si ga prej potegnil iz rokava, je pa, ki si uporabil besedo self. In sicer jasno, pridemo do te dileme terminologije, okoli katere smo se tudi znotraj založbe, knjigo je sicer uredila Renate Rugel, ki je res tukaj tudi upravlja veliko delo. Terminologija je pa jasno v tem kontekstu ima ene različne možnosti. Recimo pa Nancy McWilliams je Branko Gradišnik kot zelo velik virtuoz slovenskega jezika praktično poskušal za vsak tu izraz najdeti recimo slovensko ustreznico. Knjiga je tudi dobila takrat nagrado Jermanovo za prevod poslovnega dela. Ampak jasno, eno je v bistvu dejansko nekaj, kar bi bilo dobro, da bi se uporabljalo, drugo je pa to, kar se uporablja. In tukaj si bil ti kot človek, ki delaš v praksi, hkrati si pa poskušal tudi upoštevati recimo že dosedanjo delo tudi prevajalcev. Na to temo si bil v nekih dilemah, tudi skozi preko sicer zelo prijazne pogovore smo te dileme razrešili, pa bi morda mogoče povedal še kaj besed o uporabljeni terminologiji in predvsem odločanju v teh zagatnih primerih, recimo pri nekaj izrazih, recimo self je že podoben, je tak izraz, acting out recimo je tak izraz. Zakaj si se odločil za recimo izvirne izraze in kakšno je stanje recimo slovenščine v tej recimo klinični praksi? Ja, moram priznati, da sem sicer osebno velik ljubitelj slovenskega jezika in če se le da, poskušam besede prevajati v pravilno in knjižno slovenščino. Zdi se mi celo, da iz leta v leto bolj, ko spremljam tudi recimo svoje izvide klinične, ker pišem, probam tudi tiste besede, ki jim je zelo težko najdeti neko slovensko ustreznico, jo uvesti noter. Zdaj pri taki knjigi in pri tako kompleksnem konceptu, kot je osebnost oziroma osebnostne motnje, naletiš na kar nekaj problemov, ki jih ni tako zelo enostavno razrešiti. In mislim, da je tukaj vedno treba upoštevati dva različna vidika. Eno je strokovni vidik, se pravi, stroka ima neko zgodovino rabe določenih besed, nekaj je pa pač ta jezikoslovni vidik. In jaz moram priznati, da so mi drugače prevodi Branka Gradišnika
Macmillan-sove blazno izvirni. Recimo pojem vzdejanjanje za acting out se mi zdi blazno posrečen. Ampak če bi jaz uporabil pojem vzdejanjanja v tej knjigi, bi verjetno več kot 50% ljudi, ki prihajajo iz klinične stroke, pa tudi ljudi, ki ne prihajajo iz klinične stroke, ne vedeli, o čem dejansko govorim. Acting out, recimo, je zaenkrat tako zelo sprejet pojem, da sem prepričan, da večina od tukajle zelo hitro dobi pred oči, kaj to je. Nekdo, ki pač znori brez zavestne kontrole. Morda se bo pojem vzdajanje nekoč prijel, ampak mislim, da moramo iti s temi spremembami počasi naprej. Enako velja za self. Bogdan Lešnik recimo v svojem psihoanalitičnem terminološkem slovarju piše o sebstvu, sebe in tudi o selfu kot nekako ekvivalentnih pojmih, ne? S tem, da omenja, da je sebstvo bolj filozofski pojem, se pravi filozofsko zgodovino. Self pa je pravzaprav nekaj, kar verjetno vsak od psihologov, psihiatrov, skratka te, ki delamo v klinični praksi, takoj začuti, kaj to je. Tako da, gledajte, jezik je živ, podobno kot možgan je plastičen. Morda v neki naslednji verziji, če bo išla kakšen drug pojem, ampak zaenkrat se mi zdi bolj varno ostati pri teh gotovih angleških variantah. No, gotovo je s tem knjiga veliko bolj uporabna za sedanjo obstoječo prakso in za te ljudi, ki delajo na tem področju. Kako bi Breda vi to komentirali, te morebitne zagate s terminologijo? Ja. Tako je strašno veliko težav, ki jih je Simon tudi v knjigi, kolikor je meni uspelo prelistati, je dostikrat pravzaprav nakazal, kako se tudi znanje je plastilo in neki izraz, ki ga je porabil en avtor, se potem v neki drugi varianti obrnil popolnoma neko drugo reč in v bistvu, ko govorimo o narcisizmih, govorimo o različnih rečeh, ko govorimo še o mnogih takih konceptih, ki jih mogoče težko od holdinga do kontejniranja, vse to so neki pojmi, ki se jih da prenesti v slovenščino, pa je mogoče v strokovnem jeziku še nekaj dodatno zraven, ker smo mogoče posvojili s tem, ker smo večinoma vendarle zelo zanimivo, kako pri teh subtilnih rečeh, kot je psihološko, kako se z enega jezika na drugi težko prestavlja. Mene ne skrbi tako zelo strokovni jezik, kar se tiče psihološkega, ker smo po moje kar skrbni, pri tem mene bolj skrbi, da si mladi čustvene reči povejo v angleščini. Ta del me pa res skrbi. Ko si izpovedujejo neke notranje reči, si striktno govorijo v angleščini. Ta del me pa zelo skrbi. No, to so recimo res nove reči. Simon, eno tako malo bolj lahkotno vprašanje. A boš ostal pa sam pri eni knjigi, ali ti je pisanje zdaj prišlo v navado ali pa v kri? Lahko bi se navadil. Moram reči, da imam že od mladih nog željo napisati knjigo. Nisem si mislil, da bo to taka knjiga, mislil sem, da bo to bolj kakšno leposlovno delo, ampak evo, zdaj smo tukaj. Kaj pa vem, mislim, da so mi stvari lepo tekle in zakaj pa ne? Trenutno sicer prihaja obdobje, ki ne bo ravno najbolj naklonjeno to zadevni produktivnosti, ampak življenje je še dolgo, radovednosti veliko, zanosa pa prav tako da jaz sem prepričan, da tole ni zadnja knjiga. Verjamem, da si besedo zanos omenil tudi zaradi tega, ker je nedavno išla knjiga z istim naslovom pri naši založbi, ne? Tudi se spomnim, si jo kar pohvalil, si bil kar pozitivno presenečen, ne? Tudi tale knjiga bo po koncu tele debate na voljo s popustom na naši stojnici. Tudi Simon jo bo z veseljem podpisal. Mogoče še pred zaključnimi vprašanji en čas, oziroma en trenutek, če ima kdo mogoče iz publike kakšno vprašanje. Da imamo kar dva eksperta za področje osebnostnih motenj.
mogoče lahko da tudi kakšen svoj komentar, z veseljem vabljeni. Kdo je vprašal? Ja? Jaz sicer ne poznam tega konteksta acting outa, ne? Ampak pomislila sem, ko ste rekel, da je to nek nepričakovan acting out, da je to pravzaprav v slovenščini izbruh. Ta Brankov izraz se mi zdi zelo umetelen in poseben, ampak se mi zdi, da če v Sloveniji imamo te stvari, da jih je dobro približati, mislim, dejansko temu jeziku, ki ga res uporabljamo. A ne? Izbruh, ne vem, če je čisto prava reč v celem smislu. Acting out je lahko zelo neizbruhnjen, pa je vsem acting out. Tako da, to so te stvari, o katerih je tudi Simon rekel, ki si psihološko vzame toliko možnih načinov za to, kako se speljejo neke reči, tako da je zares težko najti izraze za te reči, ki tako močno stojijo v teorijah psiholoških. Tako da. Znamo tudi, sam še to sem hotel reči, pojme kot so odigravanje ali pa odreagiranje. Vprašanje pa, kaj je tisto, kar je najbolj ustrezno. Se pravi, tukaj je res zelo pomembno in zdi se mi knjiga Nancy McWilliams pravzaprav primer kar dobre prakse, ker so se združili tako prevajalec, kot tudi izkušen klinični psiholog, kot tudi jezikoslovec in so pravzaprav iskali neke skupne rešitve. Ampak to, kot sem rekel, jezik je živ in verjetno se bo še marsikakšna rešitev tudi našla.